Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, danes Oder namenjamo avtorskemu opusu Barbare Kapelj, režiserke, scenografinje, kostumografinje, ki jo poznamo po intenzivnem raziskovanju in uprizarjanju zgodb o ženskah naše in tuje pretekle in polpretekle zgodovine in sedanjosti. V odrskih delih, performativnih intervencijah in številnih drugih umetniških formatih raziskuje in pripoveduje zgodbe o življenju in delu tako družbeno priznanih kot prezrtih žena, da bi v njih zrcalu prevrednotili narativ uradne zgodovine, kot so jo vselej narekovale lokalne in globalne ideološke, poševnica patriarhalne silnice. Delo in umetniško delo, materinstvo, geni ter vsakdan kot procesualnost so teme, o katerih govorijo njena dela in o katerih se bova pogovarjali danes. Spoštovana Barbara Kapelj, dober dan in dobrodošli v studiu. Dober dan, najlepša hvala za povabilo. V najinih korespondencah med dogovori za današnje snemanje sva si izmenjali tudi nekaj SMS sporočil in v vaših sporočilih so poleg besedil tudi tako imenovani čustvenčki, podobe, ki bi jih lahko z eno besedo povzele v občutenje razkošja. In za najino današnje izhodišče predlagam govor o razkošju življenja, znanja, moči, ustvarjanja, ki se prelivajo v razkošje umetnosti, tako vaše kot tudi vaših protagonistk. Večina vašega dela namreč spregovarja skozi izbrane protagonistke, njihove zgodbe, širše kontekste dejavnosti in delovanja, časov, krajev in tako naprej. Torej, razkošje. Ja, razkošje je že to, da ste me povabila v oddajo, ker se mi zdi, da danes mediji vse manj govorijo o teh zgodbah, ki bi bile nujne za prepovedovati. Tako da razkošje je že to, da lahko ustvarjamo te zgodbe, da sem dobila sredstva na razpisih, da sem jih lahko v bistvu uprizorila, ker seveda je ogromen teh zgodb, ki sem jih želela povedati na tak in drugačen način. In seveda je ta presejalo oziroma to, kar pride pač potem, kar dejansko lahko naredim s temi sredstvi, ki jih dobim, pa na različnih razpisih, dejansko je že to razkošje, da lahko to ustvarjam in da potem to naredim. In da je tudi razkošje to, da so pripravljene umetnice in umetniki sodelovati z mano, ker pač ponavadi delajo za zelo nizke honorarje, ker je v bistvu moramo pač upozoriti na prekarnost in dejansko je razkošje to, da imam toliko sodelujočih lahko na projektih, da toliko ljudi pač mi pomaga, v bistvu tudi, da žrtvuje svoj čas za te projekte, ki jih ustvarjam. Če ostaneva torej pri pojmu razkošje, če se ozreva pravzaprav na začetek vašega ustvarjalnega opusa v leta okrog 2000 in malo naprej, zdi se, da to prvo obdobje zaznamuje predvsem vaše raziskovanje znotraj sedanjosti, da se šele pozneje pojavi potreba po nekako odpiranju oken zgodovine ali spominov. Kot je zabeleženo in kot se tudi spomnimo, je bila ena izmed teh predstav vaših začetnih z naslovom Ženska dela, obrobljanje, vozljanje, pletenje, tkanje. Ženska dela, obrobljanje, vozljanje, pletenje, tkanje je bil v bistvu zelo razkošno zastaven projekt. Če zdaj gledam pač v zgodovino nazaj, kako sem pač te projekte ustvarjala. To je bila v bistvu prva produkcija Maske. In zaradi tega je tudi, bilo več sredstev namenjenih za ta projekt in v bistvu sem imela dosti razkošne pogoje, čeprav so bili to tudi posebni pogoji, ampak na nek način sem imela takrat dosti časa, da smo lahko ustvarjali v Moderni galeriji.
kar se danes zelo redko zgodi, ne, recimo zdaj, ko sem imela predstavo Kamnolomke v Muzeju novejše in sodobne zgodovine v Sloveniji, sem imela čisto druge pogoje, kot sem imela recimo takrat v Moderni galeriji. In kostume je takrat neverjetno in prekrasno naredila Urša Draž. Poleg tega smo te kostume parale in je vsakič Urša Draž na novo sestavljala kostume. To tudi ne vem, če bi se lahko, recimo to je bilo tudi eno tako zelo razkošno dejanje. Seveda imela sem tudi krasno scenografijo, ki sem jo potem tudi uporabila kot svoje diplomsko delo na arhitekturi, ki je bil v bistvu tak tkalni stroj, skozi katerega so šle vse te zgodbe. Imela sem ogromno sodelavcev in sodelavk, predvsem sodelavk, in to predstavo smo delale v bistvu v takih idealnih pogojih, ker smo vse si nabrali ta čas in mislim, da so bile tudi takrat akterke in sodelujoče na nek način dovolj plačane, saj ne pač razkošno, da smo si lahko privoščili to, da smo šle v vikend, sicer od mojega bivšega moža, stare mame, in tam recimo ustvarjale celoten proces dela smo imeli tam in smo pač v bistvu tam pisale zgodbe, tam smo brale, se so tudi prej brale vse te zgodbe, ki smo jih imele. Temeljilo je vse skupaj na Laurie Anderson, Simone de Beauvoir, na Slavenki Drakulić, na Marguerite Duras, na Jenny Holzer, na Sylvie Plath, na Gertrude Stein, Naomi Wolf in Virginie Woolf. V bistvu je bilo to eno tako izjemno raziskovanje. Takrat smo tudi šle v bistvu v ta prostor Poljanske doline, ki je bil še posebej na nek način vznemirljiv, skozi to zgodovino čarovnic in skozi to podeželsko življenje tam. Takrat je bila z nami Valentina Čabro, Romana Šalehar, Damjana Černe, kasneje se nam je podružila Bara Kolenc, sodelovala Amelija Krajger in Sabina Avtor. Tam smo v bistvu imeli tako posebno življenje, v katerem smo v bistvu kuhale, pridružila se nam je tudi skladateljica Bojana Šalič, Podešva. Skratka, tam smo kuhale, tam smo pač brale, ustvarjale, pisale, delale razne gibalne vaje, jogo in v bistvu na ta način gradile ta koncept, ki je bil pač takrat popolnoma avtorski koncept na bazi tega, kaj vse je lahko žensko življenje in v bistvu kaj je ta prehod od mladosti neke ženske in potem v zrelo dobo in v materinstvo. Tam smo pač v bistvu gradile in sestavljale in na nek način tkale te zgodbe. Tako da ja, to je bilo razkošje tega projekta, ki je tudi potem na koncu zelo dobro uspel in mislim, da smo ga krasno spletle skupaj in je imel tudi kar nekaj ponovitev, tako da tudi to je važno. Kasneje se nam je pridružila še Urška Kos z videom. Moram reči pa tudi to, da na nek način sem si to privoščila. Takrat sem prvič prosila na vašem radiju gospoda Bora Torela, če mi lahko priporoča kakšne slovenske skladateljice. In takrat mi je priporočal Bojano Šalič, takrat, če ni bila Podešva, Bojano Šalič Podešva in Lariso Vrhunc. In pa sem pogledala pač CV od Larise Vrhunc in sem rekla, tega razkošja si ne morem privoščiti, zaradi tega, ker je pač Larisa Vrhunc že takrat bila v tujini, pa je sodelovala z Vinkom Globokarjem in tako naprej in se mi je zdelo tako, mogoče je pa ta svet predaleč zame in da si ne bom mogla tega privoščiti, tako da Larise nisem takrat klicala, sem pa poklicala Bojano Šalič Podešva in sem z njo potem tudi kasneje ustvarjala še tudi v predstavi Pletenje, v različnih predstavah in tudi se mi je zdelo to tako zelo nujno, da postavim to na nek način, ta glas tudi v glasbo,
ni mi uspel takrat v celoti imeti ženske ekipe, ampak sem pa poskušala narediti čim bolj žensko ekipo. In se mi zdelo to zelo pomemben, tudi če se recimo ne bi ujele ali če bi prišlo do kakršnih koli nerazumevanj, ne? Ampak se mi zdelo zelo pomemben to, da pač vztrajam na tem, da imam žensko ekipo in da govorimo o ženskih vprašanjih. Ali so bila besedila od teh umetnic, ki ste jih prej našteli, ali ste že takrat bolj avtorsko pristopali k temu? V bistvu smo zelo avtorsko pristopali. Mislim, vzeli smo si pač neke drobce in potem smo na ta način gradile, iz tega izhajale, pa pisale pač svoje zgodbe. Potem sem pa jaz pač zgradila vso to strukturo, ta scenarij te predstave. Med deli, ki jih naštevajo vaši CV-ji, sem za današnji pogovor izbrala tudi delo Pletenje, ki pa ste ga ustvarili v Združenih državah Amerike, v San Franciscu, ko ste živeli tam proti koncu prvega desetletja 2000. Mogoče bi pa še nekaj o tem povedali. Ja, mislim, Pletenje sem potem 2010 pripeljala v Ljubljano. Dejansko se je zgodilo tako, da sem ko smo živeli v San Franciscu, sem bila na eni retrospektivni razstavi kiparke Louise Nevelson, in ki me je zelo impresionirala s svojimi zgodbami, ker so se mi na nek način zdele tudi tako kot moje zgodbe, ki jih na nek način sestavljam iz drobnih koščkov življenj. Louise Nevelson je namreč sestavljala ogromne skulpture iz drobnih predmetov, najdenih na ulicah New Yorka. In je v bistvu potem vse te predmete sestavljala v te ogromne skulpture in jih potem barvala v črno, v zlato, v belo. In hkrati me je ta impresionirala ne samo pač te njene skulpture, impresionirala me tudi ta njena zgodba, ker dejansko je v bistvu zato, da se je posvetila temu svojemu splinu, ali kako bi rekla, mislim, vsem te razkošju umetnosti, tega bohemskega življenja, dejansko dala pač svojega sina svoji materi in odšla v Evropo, da bi tukaj se družila z Picassom in Dalijem in tako naprej. Ne. Mislim, tako da ta posebna njena pozicija me je potem privedla do tega, da sem se spraševala, pa seveda tudi moja osebna pozicija, da sem mati 2 deklic, da sem se spraševala pač dejansko, kako ustvarjati kot mati, kasneje tudi mati samohranilka, dejansko kakšni so pogoji dela, kako ustvarjajo ženske. No, in takrat sem nabirala po San Franciscu takrat ogromen umetnic in ženskih avtoric, s katerimi sem govorila, tako da mislim, med njimi so bile recimo Mary Sturm, pol je bila Rowena Ritchie, plesalka, pol je bila Sarah McNeith, vizualna umetnica, Katja Jellison, tudi vizualna umetnica, pol je bila Tracy Corrigan, ki je bila in je pač igralka, Becky Johnson, ki je slikarka. Z njimi sem v bistvu se pogovarjala potem, kaj dejansko pač prinaša življenje, kako ga živijo ženske umetnice v Ameriki, če imajo otroke, ne? In kaj pomeni materinstvo. Med njimi je bila to zelo zanimiva Laura Albert, pisateljica. Ja, in potem sem to na koncu pač prenesla v Slovenijo in sem se tukaj pogovarjala z Barbaro Stupica, pa z Bojano Šalič, pa z Damjano Črne, pa z Dragico Čadež, pa z Lane Stranič, Majo Delak, Majo Šubic, Mateo Bučar, Nedo Erbric, potem Nežo Maurer, Nino Meško, Olgo Kacjan, Rene Rusjan, Tijano Zinajič, Sinjo Ožbolj, Simono Semenič. Tako da sem imela pač ta nabor teh intervjujev in sem potem iz tega spletla ta scenarij in to zgodbo, ki jo je pač interpretirala Damjana Črne. In seveda
podloženo z videi, ki so bili pa zgodbe vseh teh raznih umetnic. Se mogoče spomnite, katere so pa bile recimo kakšne teme, zanimivi prispevki iz teh intervjujev? Ja, spomnim se recimo, mislim, da pač dejansko, kar sva spet se vračava k razkošju, ne, kaj to pomeni recimo za eno koreografinjo ali pa sodobno plesalko, ali pa kaj pomeni za eno slikarko, koliko lahko dela, ne, koliko časa lahko posveti v bistvu za vse, no, to so bile vse, koliko časa lahko posvetijo na dan umetnosti in koliko časa so sposobne sploh intenzivno se ukvarjati in kakšni so pogoji, s katerimi se srečujejo, ne, ob otrocih, ob vzgoji, ker izkazali se je seveda, da pač mislim, da so se danes pač razmere seveda se zelo spreminjajo, ampak v tistem obdobju, pa mislim, da je danes še vse zelo podobna slika, da pač breme starševstva v bistvu preide na žensko in da je v bistvu za vse te dnevne in tudi nočne dejavnosti, ki se pač odvijajo skozi urnik vsak dana, ženska tista, ki skrbi za otroke in da to povzroča seveda veliko več stresa in veliko manjšo intenzivnost sploh pri ustvarjanju, pri razmišljanju o projektih, pri borbi za sredstva, da to prinaša tudi zdravstveno veliko slabše pogoje, ker so pač ženske utrujene, veliko večkrat zbolijo, marsikatere so si pomagale z raznimi sredstvi, govorili so tudi, mislim, da posegajo po pomirjevalih, da poskušajo tudi, mislim, da so posegale tudi po drogah. Razne zgodbe so bile takrat, ki so jih povedale vse tem. In da je fokus popolnoma drugačen, ne? Ta fokus, kako se v bistvu intenzivno posvetiti svojemu umetniškemu delu znotraj tega, kako bi rekla, tega otroškega vsakdana. In veliko je bilo tudi govorilo o tem, da delajo po noč. Pol je bilo tudi to, ne, vprašanje tega, kako loviti to ravnotežje seveda z drugimi umetniki in umetnicami, recimo, ki pa ne doživljajo materinstev, da v bistvu ta borba, ne, za umetnost je v bistvu zelo krvoločna, no. Kaj pa recimo med starejšimi ženskami, ki so morda imele intenzivno materinstvo že za seboj, recimo z odraslimi otroki? Ja, mislim, da pač vsem so imele seveda te druge izkušnje, ne, ker mislim, sicer ne bi rekla, da potem, ko so otroci starejši, da ima umetnica mati manj skrbi, ne, ampak vsem so lažje se dogovarjale za nek svoj čas, ker se mi zdi, da najbolj je bilo to, ne, pač svoj čas, pa potem seveda tudi svoj prostor, ki so si ga upale ali pa ki so si ga lahko privoščile za to, da so ustvarjale. Ampak ja, mislim, seveda z večjimi, odraslejšimi otroci je pač druga dimenzija bila potem vsak dan, ne. In ja, lahko rečem tudi sama, ne, sem potem na nek način lažje začela ustvarjati in bila sposobna več ustvarjati in hkrati tudi veliko je bilo tudi vprašanja tega, ne, ker v bistvu dejansko te materinstvo na nek način potegne v en čist drug občutek, ne, eno čist drugo zavedanje. Ko so otroci majhni, zelo drugače razmišljamo, kakor potem, ko so večji in ko odraščajo. In se mi zdi, da je to ena zelo posebna dimenzija, ki bi mogli se po moje še veliko posvečati temu, ker smo mi to začeli, recimo, ker smo se govorili o tem, je bil to samo na nek način ena kaplja, ne. Mislim pa ja, da bi mogli več govoriti o tem, kaj se zgodi,
ko postanemo matere in kako se pač v bistvu umetnost spremeni, način pogled se spremeni in kako bi bilo tudi dobro, da okolica sama pač pomaga materam, da lahko ustvarjajo. Ker ste ravno omenili, poleg tega svojega časa, tudi svoj prostor, pa mogoče odpreva pogovor o instalaciji lastne sobe. Ja, lastne sobe, to sem bila povabljena v bistvu strani festivala Mesto žensk, oziroma pač sem imela to idejo o tem, ko se je zgodila korona. In smo pač ostali doma in veliko žensk pač ni moglo ustvarjati v svojih majhnih prostorih, ne. In sem se začela spraševati takrat v bistvu dejansko v času pandemije in pač zaprtja teh kulturnih prizorišč, kaj se dogaja, kje in kako ustvarjajo umetnice. In potem sem na ta način zbrala številne in zelo različne umetnice. Leo Aymar, Ivo de Bahovec, je pač filozofinja, Ivano Džilas, potem Alenko Krečbrica, Lemo Kugler, Tamaro Lasič Jurkovič, Uršo Menard, Suzano Tratnik in Metko Zupanič. In sem jih spraševala o tem, pod kakšnimi pogoji lahko ustvarjajo, ker recimo raven takrat je Ema Kugler je imela največji seveda prostor, ne, in hkrati je bila Ema Kugler tudi tako prijazna, da je tudi drugim nudila prostor za ustvarjanje. Medtem, ko vse ostale so bile pa zelo obremenjene z ustvarjanjem in z prostori, ne. In potem sem na nek način želela vzpostaviti to, kaj bi si želele, kaj je dejansko tisto, kar pogrešajo, kakšen bi bil idealen njihov prostor, ne. V bistvu vse se je uslanjalo na lastno sobo Virginie Woolf. Kakšen prostor imamo danes za ženske za ustvarjanje, koliko prostora rabimo za ustvarjanje in kje ga lahko dobimo, ali je to pod okriljem mestnih občin, a je to pod okriljem doma, ne, seveda to so različne zgodbe, različni položaji žensk, različne finančne možnosti. In ja, na ta način sem pač predstavila, potem sem bolj zašla v to, kaj bi si želela, ker sem videla, da pač dejansko nobena nima idealnih pogojev za delo, nobena nima krasnih studijev in ta prostor še zmeraj premankuje. So se pa seveda odprle pač možnosti tudi znotraj mestnih občin, da nudijo prostore. Tako da ene so to si priborile, medtem ko druge pač še ne, ali pa niso bile na tej, kako bi rekla, prednostni listi niso bile uspešne. Kaj pa o obliki tega dogodka? Ja, ta dogodek je bil v bistvu narejen kot inštalacija v galeriji Cirkulacija 2. In hkrati sta mi pri postavitvi pomagala tudi umetnika Borut Savski in Štefan Depner. Postavitev je bila umetniška inštalacija, ki je predstavljala različne makete teh bivanj raznih umetnic, kako si predstavljajo pač ta njihov idealen prostor in hkrati pogovor v bistvu o lastni sobi in pogovor, ki ga je takrat moderirala tudi Tjaša Pureber, o prostoru, ki ga ženske sploh imamo, ne samo v fizičnem prostoru, tudi o političnem prostoru, o angažiranem prostoru. Hvala. Če se spet vrnem na vašo pripoved o tem delu, ki ste ga delali v San Franciscu in ko ste tam živeli, rekli ste, da so vas ta dela Louise Nevelson pritegnila tudi zaradi tega sestavljanja drobcev v velike skulpture. Seveda me to spomni na vaše sprehode po Ljubljani. Ja, v bistvu so bile različne. Ja. Mislim najprej izrasla ta ideja. Dolg sem si želela v bistvu ustvariti sprehode po Ljubljani.
sem jih začela graditi že zdavnaj skupaj z Sabino Potočki, ampak so bile neuspešne na razpisih. In potem je za to vedela Mara Vujič, ki je bila takrat umetniška direktorica festivala Mesto žensk. In je v bistvu leta 2013 me povabila, ker je bilo takrat v fokusu mesto in ženska, ali ženska v mestu. Je takrat me vprašala, če bi lahko razvila ta projekt, ki sem si ga želela razviti. In tako sem tudi razvila ta sprehod s performansi po Ljubljani, ki sem ga potem poimenovala Hodim za tabo in gledam te, ki sem ga potem uresničila leta 2013 na festivalu Mesto žensk, je bazirala tudi na tej ideji, ki sem jo razvijala že dolgo časa, da bi se sprehajali po Ljubljani in govorili o pomembnih in spregledanih zgodbah žensk. Zaradi tega, ker sem pač sama živela v Stari Ljubljani, na koncu Stare Ljubljane, pri svoji stari mami. Mislim, odraščala sem na koncu Stare Ljubljane pri svoji stari mami in potem tudi kasneje sem se velikokrat vračala k njej. In moje otroštvo je potekalo tako, da sem skoraj dnevno ali pa recimo na vsake 2 dni sva šli s staro mamo in sestrično, smo šle skupaj na trg, na tržnico in smo vmes srečevali različne prebivalce Ljubljane. In te pogovori, ki jih je imela moja stara mama z njimi in jaz, ki sem bila majhna, in to opazujem v bistvu s otroškim pogledom in gledam na vse te znamenite Ljubljančanke in Ljubljančane. Ja, to je bilo pač zame zelo pomemben, ne? In v bistvu iz tega črpam, na nek način bi lahko rekla, da vso to pripovedovanje, te zgodbe dejansko črpam iz teh spominov, kako smo hodile mimo Lili Novi, kako so se ženske pogovarjale o Lili Novi, kako smo šle potem recimo po Trančo, kako smo govorile o Ljubi Prenar, ki je bila med drugim tudi pripravnica po mojemu staremu očetu. Tako da potem, ko smo hodile po Ljubljani in srečevali različne ženske, smo se ogromno pogovarjali, ne? Mislim, med samo potjo in moja stara mama je ogromno razlagala različne zgodbe in pripovedovala različne zgodbe in seveda vse te ženske, predvsem ženske so bile, ne? Ampak tudi moški, recimo bil je tudi Ivan Mrak, pa Krištof Zupet, ne, sta hodila, pa mislim, skratka, razni, ki so prihajali naokoli in pozdravljali mojo staro mamo, so se ogromno pogovarjali včasih, ne, ker danes se redko zgodi, ne, da se ljudje ustavljajo in se pogovarjajo tako veliko, kot so se oni, no, takrat. In ja, potem so se pač rodile tudi te zgodbe, zanimanje za te zgodbe, recimo zanimanje za Lili Novi, ki me je še posebej pritegnila. Tudi ta njena zgodba, kako je pohajala od tukaj tudi od radija, ki je tudi delala na radiju, recimo, ne, od radija pa potem proti mestu, pa potem v Rožno dolino do Josipa Vidmarja, ne, kako je pač dnevno hodila naokoli, se ustavljala na kavah, se pogovarjala in bila na nek način potovka, ne. In vmes pisala te pesmi na prtičke, na škrnicle in na raznih mestih, da je včasih, ker recimo natakarji so pobirali za njo te pesmi, pa ji dejali, ki jih je pozabljala naokoli, pa tako naprej, ne. Skratka, te zgodbe so se mi na nek način vtisnile v spomin in sem na nek način spoznala, da sem kot nek medij, ne, kot neka pripovedovalka zgodb, tudi jaz sama, in da želim pripovedati te zgodbe, zato ker se mi zdi, da smo premalo od njih, nikoli nismo izvedeli niti v šoli, ko smo se učili. Jaz sem tudi zelo kmalu, že v osnovni šoli sem se zelo fokusirala na to, koliko govorimo o ženskih umetnicah, koliko
govorimo v bistvu o ženski literaturi, o ženskih pisateljicah, pesnicah, ne, in v bistvu takrat praktično ta prostor ni bil namenjen, mogoče na začetku, ko smo govorili, ne vem, o Branki Jurca, o Vidi Brest, ampak o Miri Mihelič, ne. Ampak potem skozi kasnejša leta in potem skozi gimnazijo, recimo, pa sem hodila na gimnazijo Poljane, ni bilo tega osveščanja o ženski besedi, o ženski umetnosti, ne, in tudi ne tega zavedanja, ki je pač zelo pomembno, da ženske dejansko smo pismene, pa ne povsod, ne, mislim, to se moramo zavedati, da je to izjemen napredek v zgodovini, da smo ženske pismene in da se moramo boriti v bistvu na vseh področjih za to, da bojo ženske bolj in bolj pismene, ker nažalost niso po celem svetu pismene, in da se moramo boriti za to, da ta pismenost obstaja, ne, in da dejansko jaz sem se pač tudi že v gimnaziji začela pač boriti za to pisanje žensko in sem se ogromno posvečala, hotela sem pač narediti to vzporednico, ne, kako pomembne pisateljice so po svetu, mislim, Virginia Woolf, Sylvia Plath, Gertrude Stein, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras in tako naprej. Ne, mislim, vse te sem hotela pač, poglejte, toliko in toliko je ženskih pisateljic, ne, da ne rečem sploh, ne vem, sestre Bronte in tako naprej. Mislim, vse to sem želela, ne, mislim, mi se pa kar naprej ponavljamo, ne vem, Goetheja, Prešerna, in Cankarja in Shakespearja, ne. In ne, koliko je pol sploh šele sodobnih, ne, pisateljic, no, tudi v tem času, ko smo recimo mi dve hodili v gimnazijo, je bilo tudi pri nas veliko aktivnih pisateljic, pa tudi, ne? Ja, recimo, jaz sem tudi recimo, sem se posvečala pač tudi, Silviji Borovnik, Svetlani Makarovič, tako naprej, ne, in Berti Bojetu, pač želela sem pač narediti, in zato sem pač tudi začela delati te sprehode po Ljubljani, ker so se mi zdeli pač, da to bi bilo najboljši način, da se ljudem predstavi v bistvu pozabljena ali pa spregledana ženska zgodovina, seveda, ki je takrat bila zapisana, tudi moram povedati, da to je bil tudi poseben mejnik, ker so pri založbi Tuma takrat izdali knjigo Pozabljena polovica, ne. Potem seveda sem uporabila te zgodbe, pa tudi še svoje zgodbe in jih potem strnila v ta sprehod po Ljubljani in v spomenik, ta živi spomenik v Ljubljani. In potem se je to v bistvu iz projekta Hodim za tabo in gledam te spremenil v sprehode po Ljubljani, ki so bile Ljubljančanke. In ki sem poskušala pač strniti čim več teh zgodb, ki so bile pa vezane od pomembnih pisateljic, pesnic do znanstvenic, do Trnovčank, arhitektk, delavk, ne nazadnje do prostitutk. A ste pripravljeni kakšen drobec izmed teh zgodb deliti z nami zdaj? Ja, no, da vem, kje sem teh zgodb je ogromno. No, izžrebava iz klobuka. Ja, recimo, mislim, mogoče prav to zgodbo o prostitutkah, ne, mogoče to zelo zanimiva, ker dejansko so včasih, tako kot pač v Avstriji še zmeraj legalizirana prostitucija, ne, je bila tudi tako v času Avstro-Ogrske, ne, in so v bistvu potem prostitutke, mislim, da je bilo to leta 57, stavkale. 1900. Takrat ni bila več Avstro-Ogrska. Ja, ni bila več Avstro-Ogrska, ampak seveda so jim spremenili pravice, ne. Takrat je bilo vse urejeno, v času Avstro-Ogrske so imele tudi pravico do zdravniškega pregleda. No, in potem seveda po vojni so postale v bistvu delavke na črno, ne.
in dejansko sodelovali v prostorih na Tesarski ulici in v bistvu vse gor do Gornjega trga. Takrat, ko še v bistvu Karlovška cesta ni bila, kako bi rekla, Ni delila. Ni delila, ja, ni razcepljala, ni delila tega področja, ne, in so v bistvu pač tam stavkale in delale v bistvu na cesti, potem, ko so jih vrgali tudi iz te hiše, v kateri so se zbirale in delovale. In je bilo to zelo zanimivo, ker je pač enkrat recimo prišla na ta sprehod Živa Vidmar in je razlagala o tem, kako je to bilo nekoč in kako so v bistvu dejansko, da so njuna, to so bila dedek in babica, ki sta izdelovala dežnike, in sta bila dežnikarja, da sta bila pa zelo svobodomiselna in sta v bistvu se učila raznih veščin, da sta opazovala skozi okna, ko so pač tam stanovali, kaj se dogaja. Tako da, to je pač ena taka anekdota iz tega življenja, ki ga pač danes ni več, oziroma najbrž v drugih oblikah obstaja. Zanimiva je pa tudi zgodba iz prostorov, v katerih danes deluje klub Daktari. Ja, to je pa tudi zelo zanimiva zgodba, ker pa seveda pa na drugi strani, ne, je pa Ana Majer Kanski, ne, prvi človek, doktorantka Ljubljanske univerze, ker je bila pač ženska, ne, in dejansko velika slovenska znanstvenica, ki je klub Daktari v bistvu spremenila. Seveda, to je bila zgodba, ki sega še zelo nazaj, ker Ana Majer, preden je bila Ana Majer Kanski, je živela v ložu pri Vipavi in njeni starši so v bistvu, mislim, mama je bila zelo proti, da bi študirala, ona je bila pa pač zelo navdarjena z matematiko, zelo jo zanimala fizika in je hotela na vsak način študirati in je v bistvu sama skozi to, da je prodajala sadje v Trst, nabirala ga v njihovih sadovnjakih in ga potem vozila z vozom v Trst in ga prodajala v Trstu, na ta način zaslužila denar, da je šla sama na Dunaj študirati, ne. In potem so pa v bistvu zaradi seveda vojne je prišlo pač nesoglasje med odborom, kako bi rekla, univerze na Dunaju in oni so potem predlagali, da v bistvu dejansko slovanske študentje zapustijo Dunajsko univerzo in potem je v bistvu vstopila na novo odprto Ljubljansko univerzo in tam spoznala svojega moža, doktorja Kanskeja, ne, ki je prišel pa iz Rusije. Sta se v bistvu na stopnicah univerze zaljubila. On je prihajal z drugo zgodbo, seveda, ker to je bila pa pač obdobje boljševikov, ne, in on je bil pa plemič in je seveda zbežal iz takratne Rusije in je potem prebežal pač zato, ker je slišal, da Ljubljanska univerza potrebuje nove sile in nove kadre in je takrat potem prišel v Ljubljano. Sta se zaljubila kakor sem rekla, na vratih univerze in potem skupaj ustvarila tudi prvo kemijsko tovarno Arbo in imela potem tudi prvi tak kemijski laboratorij in tudi trgovino v današnjem Daktarju. Današnji lastniki Daktarja so mi tudi potem pokazali sliko njihove prababice, ki je na pragu Daktarja mešala kemijske spojine. Sem pa nekje slišala, da sta ona dva eter in podobne snovi dovažala tudi partizanskim bolnicam. Ja, tako da v bistvu sta tudi bila izjemno med vojno zelo aktivna in pomagala partizanom. No, saj v bistvu je pač ogromen teh ženskih zgodb povezano s temi aktivnostmi in pomoči partizanom.
če niso bile tudi same partizanke, ne, recimo, kakor, ne vem, Vida Tomšič, pa Franja Vidovec, pa tako naprej, ne. Mislim, skratka, pol Ljuba Prenar, zelo velika aktivistka, potem, ja, veliko je bilo tega aktivizma med vojno in ogromen žensk je sodelovali. Seveda ena od pomembnih stvari je tudi bila, ko sem jo recimo na teh sprehodih in na teh potem performansih ponavljala, je recimo ženske demonstracije v Ljubljani, ki so bile pred stolnico, ker so pač ženske demonstrirale proti temu, da so seveda zaprli njihove sinove in može in jih je v bistvu tedanji škof odgnal z vodnimi topovi, ne. Spoštovana Barbara Kapelj, hvala lepa. Prihodnji teden nadaljujeva. Hvala tudi vam. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bil Oder, oddaja o sočasnem gledališču. V njej sem se z Barbaro Kapelj pogovarjala o njenem opusu, o mnogoterih življenjih in njih moči, ki se preliva v umetnost. Oddajo je posnel in zvočno oblikoval Robi Markoč, pripravila sem jo Petra Tanko. Razkošja, ki ga z nami deli Barbara Kapelj, bomo deležni tudi prihodnji teden. Za vnovično poslušanje je oddaja Oder dostopna na naših spletnih straneh in med podcasti. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas prijazno pozdravljamo.